Skratka, zdravniška zbornica poziva k nadzoru nad domovi za starejše oziroma pripravo seznamov. Pravi, da je bilo etično sporno, zlasti če so bili pripravljeni na zalogo in če niso zraven sodelovali sami oskrbovanci oziroma njihovi svojci. Ja, torej zdravniška zbornica seveda naj naredi nadzor, če misli, da je bilo karkoli narobe, jaz s tem nimam nobene težave. Zdaj jaz lahko komentiram predvsem to, kar je ministrstvo delalo v tem obdobju in jaz sem s tem, kar smo naredili, zadovoljen. Mirno lahko rečem seveda, da ni bilo niti naše navodilo, niti nismo delali absolutno nobenih seznamov. Da pa glede na ta list, ki je bil tudi na televiziji prikazan, ta vložni list, pod njega se podpišem tudi jaz, pripravila ga je državna koordinatorka za paliativo. Morate vedeti, da paliativa je del medicine po celem svetu, to ni posebnost Slovenije in pomeni tudi, dajmo reči, tudi dostojno postavljanje od življenja, ker pač enkrat ta trenutek pride in mislim, da je ta list korektno sestavljen, nihče ga ni skrival, bil je javno objavljen, tako da ni nobena skrivnost. Absolutno so pa naša navodila bila jasna in nikogar v nobenem primeru niso pooblaščala, da bi kakršenkoli seznam delal. In jaz še vedno trdim in upam, da je tudi na ta način delo potekalo, da pač zdravnik odloča, kdo potrebuje bolnišnico in kdo je tisti, ki je ne potrebuje. Skratka, vi ne boste tega nadzirali oziroma pozvali domov za starejše, naj pojasnim še enkrat zadevo, kakšne sezname so pripravljeni. Torej, absolutno bi prosil, zato ker to, kar sem videl, en tak formular sem videl, ki ga ni ministrstvo pripravljalo in se mi ne zdi korekten. Če to obstaja, potem bo potrebna ocena, zakaj in kdo je to pripravil in to moramo razčistiti, jaz se s tem strinjam. Kljub vsemu pa še vedno mislim, da smo dosegli res dober rezultat, da je bil zelo majhen odstotek okuženih, ne nazadnje tudi, če primerjamo smrtnost med starejšimi v Sloveniji pa v drugih državah, ni zato pri nas nič večja, manj je umrlih kot v lanskem letu in predvsem pa, pravim, to, kar se mi zdi krivično, pa je, da imam občutek, da to nekdo v politične namene dela in ravno paliativna medicina se mi zdi, da je tista, ki, spravim, kot rečeno, neko korektnost in dostojanstvo za človeka, tudi ki odhaja, predstavlja in brez zlorab na takšen ali drugačen način in mislim, da se ravno te ljudi danes zlorablja in v resnici mi je najbolj žal za svojce, ki verjetno zaradi vsega tega imajo tudi določene dvome v vse postopke. Ampak tudi, če je šlo za paliativne postopke, bi verjetno svojci oziroma vsaj oskrbovanci morali zraven sodelovati in da je to tisto sporno, kar se vidi, da so to samo zdravniki pripravili. Veste, jaz lahko komentiram to, kar je bilo ta ocena ali pa ta vložni list, ki ga je pripravila naša koordinatorka za paliativo oziroma državna. Notri je jasno tudi obveza po seznanitvi svojcev in morate vedeti, da gre v tem primeru za enostavno oceno zdravstvenega stanja nekoga, ki je že v domu, predno pride do neke morebitne okužbe. In glede na to, da se zdravniki menjajo tudi v domovih in še posebej tudi v času epidemije, jaz mislim, da je to predvsem lahko samo pomoč zdravniku, da se bo lažje odločil, kako bo eventualno bolnika, pri katerem je prišlo do okužbe, zdravil. In tudi tu ima samo opcijo, vkolikor jo želi, da ima tudi na možnost nekega konzilija. Absolutno smo pa tudi zapisali, da kakršnikoli konziliji, ki bi predhodno ocenjevali stanje bolnikov, da za nas niso sprejemljivi. Za naprej v izogib takšnim situacijam boste dali kakšna enotna navodila? Torej, veste, ja, to je enotno navodilo, ki smo ga mi dali. Spravim, težko komentiram, zakaj, če je prišlo nekje drugje, zakaj je kakšen koordinator lahko sestavil drugačno navodilo. Glede na to, da tudi iz našega pooblastila za koordinatorje je samo določeno, da zagotovijo ustrezno delovno silo, ustrezno pomoč zdravstvenega osebja in nič več.
kot to. Zdaj, kako so si delo organizirali, nekateri očitno na načine, ki niso tudi zame v celoti sprejemljivi. Mislim pa, da kljub vsemu, da do zlorab vseeno ni prihajalo. Kdo pa naj bi potem delal te sezname, ki naj bi odločili? Glejte, seznamov ni. Seznamov absolutno ni. Gre za drugačno tolmačenje očitno različnih teh obrazcev. S tem, da kot rečeno še enkrat, z naše strani je bil pripravljen s pomočjo državne koordinatorke za paliativno medicino. Če bi šli po njemu, se pravi, zame je to korekten obrazec in služi oceni bolnika, ko še ni bolan. Veste, vi morate vedeti, da imamo opravka v povprečju z ljudmi, ki so stari 85 in več let. In da če ga ti vidiš samo v fazi hude okužbe, je težko njegovo stanje ocenjevati. Če imaš pa predhodno ocenjeno, katere bolezni ima, kakšno je njegovo funkcionalno stanje, ne govorim o starosti, a je zmogljiv, lahko se pogovarja, lahko se giblje, je bolnik z rakavo boleznijo, za napredovalo, kronično ledvično boleznijo, je verjetno lažje odločati, ali mu bo intenzivno zdravljenje recimo pripomoglo k boljšemu življenju ali ne. In temu pa je namenjena paliativna medicina in še enkrat, to ni specialiteta ali pa posebnost Slovenije, to je enostavno del medicine v vseh razvitih sistemih in tisti del, ki, kot sem rekel, zagotavlja tudi dostojno smrt. In smrt je pač vedno na nek način neizogibna. Odločno pa še enkrat, nobenih seznamov niti navodil, da bi obstajali, in tudi jaz seznamov dejansko nisem videl. A pa boste morda kaj raziskali, ali so dejansko bili svojci o tem obveščeni, ker očitno je ravno na njihovi strani to zdaj ogorčenje največje? Veste, kot prvo je šlo tudi na teh vložnih listih za oceno dejanskega zdravstvenega stanja. In seveda tudi vključuje seznanitev svojcev ena od alinej na tem obrazcu. Jaz verjamem, da večina svojcev seveda zdravstveno stanje svojih staršev v domovih načeloma pozna. Katere bolezni imajo, katera zdravila jemljejo, kaj se z njimi dogaja. In zato to ne bi smel biti problem. Dejstvo je pa, da še enkrat, da ta vložni list to seznanitev vključuje, in vključuje in daje možnost po potrebi, vkolikor bi se zdravnik, ki obravnava v neki akutni fazi takega oskrbovanca, odločil, da ima v tem primeru tudi možnost konzilija. Ampak to je edini način kakršnega koli konzilija ali pa odločitve, ki je skupna. Vse ostalo je pa na zdravnikih, ki te oskrbovance poznajo ali vodijo. Lahko morda samo še zadnja aktualna stvar. Na vas je bilo naslovljeno odprto javno pismo 4 opozicijskih strank, da bi morali razmisliti o menjavi gospoda Kreka zaradi njegovega nastopa na novinarski konferenci, ko je zmedeno razlagal o tem, kako uporabljati maske. Ste to pismo že uspeli prebrati, kaj menite o tem? Torej, nisem ga prebral, prej mi je povedala moja tiskovna predstavnica. Poglejte, vsak med nami včasih ima slab dan, vsak med nami naredi tudi kakšno napako. Po eni strani je hotel biti direktor Nacionalnega inštituta dovolj izčrpen, dovolj razumljiv, seveda šlo je v drugo smer. Jaz mu tega ne jemljem za tako hudo napako, da bi zaradi tega o tem razpravljali. Po drugi strani se mi pa zdi, zdaj par dni nazaj sem bil jaz na dnevnem redu, da ne bi bil menjan. Pač politika sproža razne govorice in jaz moram reči, da če sem se kaj naučil, sem se na to, da na to prav veliko ne dam. Še to zanima, pa so te ocene nastajale po navodilih Ministrstva za zdravje, ste samostojno dali ta navodila, da bi to sprejeno na vladi? Vložni list je navodilo še enkrat koordinatorke za paliativno oskrbo Republike Slovenije. In kot rečeno, jaz se tudi podpišem pod ta vložni list. Namen je jasen, namen je prava ocena, človeka prednost boli, ne določa pa, kakšno bo njegovo zdravljenje vnaprej, tudi če pride do okužbe. In mislim, da je to pošten način in jaz s tem seveda nimam nobene težave, niti ne vidim nobene napake v tem navodilu. Vkolikor so obstajala kakšna druga
o katerih je bilo govora na televiziji, tista pač prvič vseh ne poznam, drugič tisto, kar sem videl, je bilo na nek način sporno. In je tudi vredno raziskati. Ne veste, iz katerega naslova? Ne vem, ker je bilo teh koordinatorjev veliko po različnih regijah. Morate vedeti, da domov jih je veliko, 102, in da so pač po celi državi razporejeni in določeni so bili koordinatorji iz primarnega in sekundarnega nivoja, medsebojno so sodelovali in se tudi očitno različno odločali, medtem ko naša navodila so bila pač pri tem zelo jasna in ne govorijo o nobenih seznamih ali pa spiskih kogarkoli, ki naj ne bi potreboval zdravljenja. Jaz pač vedno trdim, da indikacija, ki jo postavi za zdravljenje, je strani zdravnika in zdravnik se sam odloča in tudi sam odgovarja za to, koga bo napotil in koga ne bo. So bili pristojnosti Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo? Ministrstvo za zdravje, seveda. Kar se tiče zdravljenja, seveda, je Ministrstvo za zdravje. Še eno vprašanje. Ja. Klinična bolnica izrazila nezadovoljstvo, da so bili zasebni zdravniki, ki so brez koncesije vključeni v ta boj proti epidemiji, zgolj kot svetovalci. Da niso imeli preko Glejte, ravno tu je šlo za to, da glede na to, da je bilo v času epidemije, da so bili redni programi zaustavljeni na nekaj, razen nujnih pa tistih pod zelo hitro, bolnikov, se pravi, ki so relativno hitro potrebovali zdravljenje, smo zdravnike, ki seveda v tistem času niso bili obremenjeni, lahko razporejali tudi na delovna mesta, kjer so pač pomagali pri tudi obvladovanju te epidemije, in delno je bila ravno to naloga teh koordinatorjev iz primarnega in sekundarnega nivoja, o katerih tudi govorimo. Okay, hvala. Hvala. Evo, hvala vam.